pomeni, da je neka zgodovinska resnica v ozadju, nekaj so pa dodali, ker se ni ohranilo čisto tako, kakor se je verjetno zgodilo. Bilo je tam v okolici Rima, živela v neki premožni družini, je živelo dekle, ki pa sta ji starša zelo hitro umrla. Vzel jo je k sebi njen stric in ker je bila edinka, tudi vse posestvo. Tudi stric je bil bogat, tako Rimljan v predmestju. In to dekle počasi raste in zraste v lepo dekle, žensko. In takrat se med tem stricem in to nečakinjo nekaj splete in spočne. V strahu ne pove niti njemu, nikomor, tudi pri spovedi ne upa tega povedati in v svoji stiski prikriva nosečnost, prikrije tudi porod in ko porodi, dete ubije. In to se zgodi še dvakrat. Kmalu potem je stric umrl in ona podeduje vse to premoženje. Postane znana Rimljanka, zelo dobrodelna, skrbi za mnogo revežev, za hiše, vendar ves čas v srcu nosi težo tega svojega dejanja, ki ga pa ni mogla povedati nikomor, niti pri spovedi ne. Edino, kar je zmogla, je bilo to, da je Mariji sebe in vse to izročala. Ves čas življenja. In takrat se v Rimu pojavi en advokat, ki pa je bil utelešen hudič. Se zaposli na dvoru in cesarju začne tožiti njegove najožje sodelavce. Ta je takšen, ta je storil to in naredi proces in v tem procesu vedno dokaže, ker je hudič in se pozna. In nekega dne pride k cesarju pa pravi, ker je ta žena postala znana na cesarjevem dvoru, na papežem dvoru, pravi, tista ženska, ki jo vsi tako čestite, veste, je deta morilka. Pravi, to pa ni res, to je nemogoče. Vsi jo poznamo. Naredimo proces, bom dokazal. In takrat cesar pokliče to ženo, pa ji pove, kaj je ta advokat, ki je do zdaj še vedno vse dokazal, jo obtožil. In žena pravi, dajte mi en dan časa. In v tistem dnevu, po Marini priprošnji, gre k papežu. In se pri papežu spove. Drugi dan se začne proces, žena sedi tam spredaj na zatožni klopi in takrat vstopi ta advokat, zavzame svoje mesto in pravi, no zdaj pa pripeljite tisto žensko. Pravi cesar, saj je tu sedi. Kje? Tu. To ni ta ženska, te še nisem nikoli videl. In v tistem trenutku on zgine izpred njih oči. Naj nam ta legenda, ki oznanja resnico, pomaga dojeti, da nas Marija vedno, če iskreno se k njej zatečemo, pripelje k Jezusu. In sakrament sprave je eno najlepših in najtemeljitejših srečanj z Jezusom. Ker ne samo, da pospravi naše grehe v nek predal, ker obležijo, ampak jih izniči, tako da hudi duh tega ne more več videti. Ker gre za greh, ki je duhovna resničnost. In s tem da človeku Bog novo možnost, da lahko začne zares na novo. Naj nam današnje romanje pomaga k temu, da bomo po Mariji vedno znova in znova mogli priti k Jezusu, pa naj bo karkoli, naj se nam v življenju zgodijo še najhujše stvari. Marija nas bo vedno pripeljala k Jezusu, ki nas bo sprejel. In v tem duhu se zdaj po njej izročimo Jezusu
In to s tisto molitvijo, ki jo so nas verjetno že v zgodnem otroštvu naučili naši starši. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti vdanega skažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej Tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen.